Vsekakor gre za nek prebojni dogodek, znanstveni dosežek raziskovalcev v Združenih državah, kjer so nekako združili robotsko kirurško platformo z umetno inteligenco. Seveda je pa to v smislu zdravljenja bolnikov verjetno zgolj nek prvi ali pa majhen prvi korak na poti k avtonomiji, popolni avtonomiji zdravljenja bolnikov. Vem, da je Seveda, razvoj poteka eksponentno, tako da težko ocenjujemo, kako oziroma kdaj se bo ta avtonomija pojavila, vendar moramo se zavedati, da zdravljenje bolnikov ni zgolj rezanje nekaterih delov človeškega telesa, je diagnostika, je priprava na operacijo, je tudi razmislek operacije, natančno načrtovanje operacije. Operacije se izvajajo na živih organizmih, ne na mrtvem modelu, kjer je veliko nekih sprejemljivk, tako da vprašanje, kako se bo ta dotični model izkazal tudi na nekem živem scenariju. Kot sem pa omenil, znanost gre eksponentno, se bomo pustili presenetiti, pa bomo videli časovno. Ampak jaz mislim, da vsaj še 50 let bomo kirurgi še kar potrebni za vsakdanje delo. Vseeno moramo pri vsakem posegu, kljub načrtu, ki smo ga naredili pred operacijo, to dostikrat med samo operacijo prilagoditi razmeram, stanju bolnika, tako da je tukaj toliko sprejemljivk, ki jih bo potrebno upoštevati, da je to v bistvu proces zdravljenja zelo kompleksen proces. In seveda kirurgi z nekimi izkušnjami, ki jih pridobivamo, lahko že na podlagi videza oziroma občutka skoraj lahko spremenimo tudi sam potek operacije, oziroma končni cilj operacije. Vsaka pomoč, ki pripelje do boljšega zdravljenja bolnika oziroma boljšega izhoda zdravljenja, je dobrodošla. Že sedaj imamo precej bolj natančno slikovno diagnostiko, tudi sami operativni postopki so na povsem drugem nivoju, kot so bili nekaj 10 let nazaj, tako da seveda tehnične inovacije, tudi pomoč umetne inteligence bo vedno dobrodošla, vse s ciljem čim boljše oskrbe naših bolnikov. Seveda vsak kirurg da v pacienta nekaj sebe, to je neko partnerski odnos med bolnikom in zdravnikom. Vse je odvisno od stopnje te umetne inteligence oziroma dejansko, kako bo ta inteligenca inteligentna. Tukaj so potem še drugi pomisleki, pravno, formalni, kdo bo odgovarjal, kdo bo izdal soglasje za operacijo, kdo bo bolniku koncev razložil, kaj se bo naredilo in kaj se lahko zgodi. Tako da tukaj je v bistvu več odprtih vprašanj kot odgovorov, tako da bomo verjetno sproti videli, kako bo potekal razvoj, na katerem nivoju bo ta umetna inteligenca in potem to probali uspešno aplicirati v vsakdanjo uporabo.